Milan Zver, že lani smo iz Bruslja poslušali, da bo Unija na novo pristopila do Pekinga. Kot je rekel profesor Šabič, pomembno bo kako se bo pokazala, kako se bo prikazala. In da je potreben nek zasuk v smeri bolj realističnega, odločnega in večplastnega pristopa, so poudarjali v Bruslu. Menite, da sta predsednika Evropske komisije in pa Evropskega sveta včeraj pristopila tako? Najprej lep pozdrav vsem. Se slišimo? Da. Ja, res je, Kitajska postaja vedno močnejši akter v geopolitičnem smislu, Evropska unija pa vedno šibkejši, to je dejstvo. Čeprav Evropska unija kot taka, kot celota ima močne resurse, da bi postala tudi svetovni igralec, pa to ni, kot je profesor Šabič že omenil. Naprimer, ima 3-krat večjo fizično močnejšo diplomatsko konzularno mrežo kot Združene države Amerike. Ampak učinkovitost ameriške diplomacije v primerjavi z Evropsko unijo ni primerljiva. Torej, Evropo čaka huda, trda pot, da pride vsaj pri nekaterih vprašanjih, ključnih vprašanjih do enotnega glasu. To pa bo seveda težko tudi na zunanjem političnem področju. Mi smo želeli v Evropi z skupno službo za zunanjo in varnostno politiko doseči ravno to, ampak mislim, da zadnja 2 mandata nismo imeli srečne roke pri izbiru človeka, ki bi to funkcijo vodil in tudi spostavil kot neko spoštovanje vredno. Torej, Kitajska se mi zdi, da bo na poti Rusije, ki je pred leti izgubila status partnerja z Evropsko unijo. Z Rusijo je imela Evropska unija zelo velike ambicije pri sodelovanju z njo, vendar ruska zunanja politika pač taka, kot je, politika izvršenih dejstev, ustvarjanje kriznih con in tako naprej na vzhodu in seveda Evropska unija ne more imeti zaenkrat partnerja, ki se obnaša tako, kot se Rusija in seveda vedno slabše kaže tudi Kitajski, ki je tudi na področju varnosti vedno bolj prisotna tudi v Evropi, zlasti na Balkanu. Tukaj se tepejo različni interesi od ruskih, kitajskih, turških, iranskih. Pri Iranu moramo vedeti, da postaja svojevrstna regionalna sila, ki je oblikovala orožje, ki lahko dosega tudi cilje v Evropski uniji in tako naprej. Skratka, velike stvari se dogajajo. Evropa bi mogla dobro razmisliti svojo strategijo za prihodnost na zunanjem političnem varnostnem področju, sicer njena gospodarska moč ali pa njena mehka moč v prihodnosti ne bo veliko pomagala. Mednarodni odnosi so vedno bolj grozni, stresni, napeti, grozijo se tudi z trdo močjo in tudi te ideje o evropski vojski niso kar tako iztrte, izvite. Nekateri ljudje, ki vidijo stvar globje, čutijo potrebo po učinkoviti evropski vojski. Tanja Fajon želi besedo, ampak če dovolite, bi jo morda najprej dal gospodu Milanu Zveru, in sicer zato, ker je bil on tisti, ki je govoril o razmerih diplomatske moči Kitajske napram ameriški. Hkrati pa opažamo, da je vlada, ki jo vodi premier iz vaše stranke, nekako odkrito nagnjena, si prizadeva za tesnejše odnose z Združenimi državami Amerike, ampak kako kritični pa ste do trendov, naprimer Trumpove administracije, ki si vztrajno umika iz mednarodnih struktur? Pariški podnebni dogovor, iranski jedrski sporazum, članstvo v Svetovni zdravstveni organizaciji. To, da je slovenska vlada prozahodno usmerjena oziroma tudi njen predsednik, to ni slabega oziroma celo nek navodilo od slovenskega naroda. Je vsakršna slovenska vlada dobila s tem, ko smo imeli 2 referenduma o vstopu v EU pa v NATO. Tako da taka usmeritev slovenske ali pa preusmeritev slovenske zunanje politike na zadnje se mi zdi popolnoma pravilna. Prejšnja leta, prejšnje vlade so vodile napačno politiko, ker so se pretirano vezale na vzhod ali pa na jugovzhod. Torej, zdaj, seveda si slovenska vlada
želi izboljšanje odnosov z ameriško administracijo, z ameriško vlado, z ZDA, prav zato, ker je bilo pač ta politika podhranjena v preteklosti in seveda želi izboljšati odnosov. Ne glede na to, kar si nekateri mislite o predsedniku Trumpu ali pa o sedanji ameriški administraciji. Slovenija mora biti veliko bolj prisotna tudi v Združenih državah Amerike in obratno. Je pa res, da je predsednik Trump spremenil nekatera pravila, tudi kar se tiče teh organizacij, ki se jih prej omenil, tudi zato, ker je ravno Kitajska bila tista, ki je nesorazmerno povečala svoj vpliv v teh strukturah. In jaz tukaj razumem ameriškega predsednika, ki želi redefinirati odnose v teh ključnih mednarodnih organizacijah, ki bi morale res delovati ne v interesu ene velesile, ampak v interesu vsega človeštva. Tudi za ceno odpovedovanja multilateralizmu? Ne, to ne. Ampak jaz razumem bolj ameriški pristop kot pritisk na redefinicijo vseh teh odnosov, ki so se zadnja leta šli v napačno smer. Če dovolite, in na tem mestu bi besedo odstopili Milanu Zveru. Želeli ste jo. Ja, hvala lepa. Jaz menim, da z simpatijami ali pa antipatijami težko dosežemo ali pa pridemo do neke objektivne slike, ampak repliciral bi samo Tanji na tisto višegrajsko skupino in približevanje Slovenije tej skupini. Včasih se napačno misli, da je višegrajska skupina lahko kakšna alternativa Evropske uniji. Seveda ni, nikakor Slovenija ne more zapustiti Evropske unije ali pa se priključiti kakšni taki regionalni zvezi. Višegrajska skupina je pač skupina držav, ki ima marsičem, jih povezujejo zgodovinski in kulturni in drugi vidiki in prav je, da se Slovenija nekoliko bolj tesno povezuje z njimi in da rešuje medsebojne odprta vprašanja, kakor tudi s sosedi. 100 dni ni veliko časa, da bi lahko objektivno osvetlili ali pa prikazali zunanje politiko neke vlade, ampak vendarle jaz mislim, da je reševanje medsosedskih vprašanj veliko intenzivnih stikov je z sosednjimi državami pa tudi z državami višegrajske skupine, da je to dobro, da je to ena pozitivna novost slovenske zunanje politike, ki si pa seveda prizadeva utrditi položaj tudi v Bruslju in pa v zvezi NATO. Tako da, kar se tega tiče, sem jaz zadovoljen, da imamo tako zunanjo politiko. Milan Zver, sami ste dali iztočnico za nadaljevanje pogovora, ampak tega, kar ste pravkar povedali, pravzaprav nihče ne problematizira dobrih odnosov s posameznimi državami, niti s četverico višegrajskih 4 držav. Tisto, kar je problematično, je to, da nekatere izmed teh članic imajo resne težave z vladavino prava, kljub temu pa v Sloveniji z vaše politične provenience obstaja neka fascinacija s temi državami, kljub temu. Kako to? To je lahko tudi politični privid, glede na to, da je leva politična opcija v evropskih strukturah bistveno močnejša, da nenehno išče probleme na desni politični obli in običajno jih najdejo v Budimpešti in predsedniku Orbanu, včasih tudi na Poljskem, premalo ali pa nikoli pa se ne vprašajo, kaj se je dogajalo na Slovaškem pod levo vlado, kaj se dogaja na Malti pod levo vlado. Zaenkrat nimamo nobenega recimo dokaza ali pa nekega resnega sprejetega dokumenta na ravni Evropske unije, ki bi obsodil ali pa kaznoval recimo madžarsko vlado ali pa poljsko vlado. Enkrat še ni in obe vladi kar uspešno pojasnjujeta stvari. Jaz se ne strinjam s vsemi potezami recimo v teh državah, ampak ne strinjam se tudi z mnogimi potezami, ki jih vlečejo predsedniki drugih vlad, drugače politično usmerjeni. Tukaj imamo včasih dvojne vate za stvari.
Tako je, zagotovo so težave tudi drugod, ampak nek razloge za to, zakaj poslanca Milana Zvera in pa poslanke Romane Tomc ni bilo med tistimi, ki so podprli resolucijo o rasizmu. Kljub temu, da so bili osamljeni tudi znotraj svoje lastne politične skupine, nam verjetno lahko najlažje pojasni kar Milan Zver sam. Ja, hvala. Poglejte, 179 poslancev Evropskega parlamenta ni podprlo te resolucije, predvsem zaradi tega, ker je tekst slab. Bil je napisan strani skrajne levice, kasneje so se pridružili, pa ga so ustvarili tudi socialisti in zelo malo mi. Ampak na ravni političnega diskurza je bilo tako, če ne boste šli zraven, vas bodo pa imeli za rasiste. Ampak resolucija je kot tekst izjemno slaba in jaz slabega teksta ne podpiram. Na nek način je to skrivno ali pa zakrito sporočilo te resolucije nekako celo rasistično, ko govorijo, da je beli policist ubil črnega protestnika. Beli policist. Potem, ko smo hoteli malo izboljšati besedilo, Black Lives Matter, BLM, smo hoteli All Lives Matter, je bilo zavrnjeno. Je velika večina poslancev bila proti temu. Potem smo želeli reči, črna življenja tudi štejejo. Niti to ni bilo sprejeto. To pomeni, da se na nek res pozitivno, diskriminatoren način zadeva sprevrgla na svoje nasprotje, ki je tudi lahko rasistično ali pa lahko ga razbereš kot rasistično. Resolucija zdaj v slovenščini in lepo prosim, da jo ljudje lepo mirno preberejo in bodo videli, kako politično-ideološka nesramna je v svojem bistvu. Učita celo evropskim inštitucijam strukturni rasizem. Pa nikjer na svetu ni toliko raznovrstnih manjšin v službah, kot je ravno v Evropski uniji. Veliko takih in drugačnih. Nobenega strukturnega rasizma ni na ravni Evropske unije. Niti enega dokaza noter ni, da je strukturni rasizem v evropskih policijah prisoten. To se omeni kar tako nasploh, brez kakšnegakoli dokaza. Potem resolucija se direktno vmešava tudi v ameriške notranje zadeve, politične. To so stvari, ki jih Evropski parlament ne bi smel nikoli sprejeti. In zdaj, če nekdo kritično opozori na take nesprejemljiva dejstva, ki je še veliko, imam napisane vse odstavke, ki so sporni, se potem vse ostale razglasi za rasista. To je pa malo preveč ceneno oziroma pocen. Jaz sem, ko sem prebral našo verzijo, tudi slovensko verzijo, sem vedel, da sem se odločil prav.